Naslov dogodka je Znanost pod žarometi medijev. Organizira ga znanstvena redakcija Radia Študent ob 50. obletnici radija. Gledate nas lahko preko video streaminga, pa tudi v živo, tako da dobrodošli vsi, ki ste z nami. In pa seveda v okviru sejma Liberak, sejem akademske knjige, v organizaciji Filofaksa. Tako, zdaj pa znanost je zelo raznoliko področje in za poročanje o znanstvenih dosežkih je pomembno tako poznavanje same teme, o kateri govorimo, kar je tudi za druga področja poročanja novinarskega, ampak se mi zdi, da se znanost šele v zadnjem času vedno bolj vzpostavlja kot neka zanimiva tema za poročanje. In res od novinarja pričakuje velikega angažmaja, da pozna raziskovalno delo in da tudi pozna temo, o kateri poroča, piše. No in o pomenu in načinih, kako javnost pride v stik z delom znanstvenic in znanstvenikov, se bomo pogovarjali z Lejo Udovč, magistrom medijskih in komunikacijskih študij in pa znanstveno novinarko za STA znanost, doktorjem Matevžem Dularjem, rednim profesorjem na Fakulteti za strojništvo in pa vodjo laboratorija za vodne in turbinske stroje, Doro Domanko, doktorsko študentko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in pa razvojno inženirko v podjetju RLS Merilna tehnika, in pa doktorjem Danom Podjedom, znanstvenim sodelavcem ZRC SAZU in pa docentom za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti. Tako da tudi naši sogovorniki in sogovornice so heterogena skupine ljudi za to našo zanimivo temo danes. Tako da bi mogoče začeli kar z Lejo. Leja, ti si tudi delala na Radiu Študent v univerzitetni redakciji, pa me zanima, kdaj, zakaj in kako te je začela potem zanimati znanost oziroma poročanje o znanosti? To je kar težko vprašanje, zato ker se je to nekako zgodilo bolj po nesreči, no, če povem po pravici. Nekako potem, oziroma že vmes, ko sem delala na Radiu Študent, sem začela tudi s študentskim delom na Slovenski tiskovni agenciji in potem zaradi nekako pomanjkanja časa sem se nažalost morala od Radia Študent posloviti in se malo bolj posvetiti delu na agenciji. In v bistvu nekje leta 2014 je prišlo do neke zavestne odločitve naših urednikov, da bi pa radi v prihodnje več prostora namenili znanosti. In takrat so nekako na tem mestu poročanja o znanosti videli mene, za kar sem jim še zdaj zelo hvaležna, no, in takrat se je v bistvu ta pot začela. Mene so te teme seveda takoj pritegnile, zato ker sem že po naravi izjemno radovedna, rada se učim, rada berem, kar je pri tem delu zelo pomembno, tako da vse od takrat naprej sem velika navdušenka nad znanostjo in nad svojim delom. Kako pa je v bistvu začetek te rubrike na STA znanost, koliko je zanimanja javnosti za znanstvene teme? Kakšnih konkretnih podatkov in številk nažalost nimam, no, ampak lahko pa govorim mogoče na splošno, če pogledamo na splošno slovenske medije. Potem bi rekla, da je znanost še vedno nekako na obrobju medijskega prostora, da še vedno ne dosega velikega števila občinstev, da nekako se zelo redko uvršča med top zgodbe, razen kadar imamo res nek prebojni dosežek slovenskih znanstvenikov ali pa mogoče, če pride do kakšne korupcije ali pa kakšnih takih zadev. No, v tem primeru je znanost na naslovnicah, ampak to je zelo redko. Še zdaleč recimo ne dosega statusa, ki ga ima kultura, pa še ta je, kot vemo, zelo zapostavljena v slovenskih medijih. Tako da mislim, da imamo še veliko dela, no, da bo znanost prišla v ospredje medijskih zgodb. Kaj pa, imaš predstavo o tem, kje so kakšne teme znotraj znanosti, ki pa so, dobro, omenila si že te korupcije in to, ampak prav znotraj znanstvenih področji, katere teme so za javnost najbolj zanimive, ne vem, a štejete tudi klike na spletni strani pa to?
Klikov zaenkrat ne štejemo, oziroma vsaj jaz nimam informacij o tem, ampak težko bi mogoče govorila o nekih posameznih znanstvenih področjih, je pa dejstvo, da so za ljudi veliko bolj zanimive tiste teme, ki so jim blizu, ki jih lažje razumejo, ki jih lahko upnejo v neke te svoje vsakdanje konceptualne okvire. In to so ponavadi teme, ki so povezane recimo z zdravjem. Se pravi, vse, kar je povezano z medicino, zdravjem, je za ljudi zanimivo. Potem seveda priljubljena je tudi recimo biologija, članki o kakšnih živalih, večkrat omenim, da je recimo človeška ribica izjemno popularna. Pa potem neke te bolj skrivnostne zgodbe, recimo astrofizika, gravitacijski valovi, temna snov in tako naprej. In pa vse, kar je mogoče neke zgodbe, ki obljubljajo rešitve za neke te svetovne probleme, kot so podnebna kriza in ne vem, 6. množično izumrtje in tako naprej. Kaj pa, če zdaj damo besedo Danu Podjedu, kaj pa lahko v bistvu znanstveniki mogoče sami naredijo oziroma kakšno mesto v tej medijski pokrajini imajo pri poročanju o znanosti socialna omrežja, Twitter, Facebook in podobno? Vse večjo, zato ker če ne objavljamo, potem ne obstajamo. Tako je tudi sporočilo knjige, ki sem jo pred kratkim izdal na to temo. In na nek način je to dobro, seveda, ker je vsak od nas medij, torej ni samo Radio Študent medij, ampak smo vsi tule, ki sedimo tudi mediji in bomo potem po tej okrogli mizi poročali o tem, kaj smo se danes dogovorili in pogovarjali. In pred okroglo mizo smo seveda vsak naredili neko izjavo za javnost na Twitterju, Facebooku in na ta način mogoče celo privabili še koga. Problem pa je zato, ker zato znanstveniki izgubljamo vse več dragocenega časa, vsaj sam opažam to, pa ne samo delovnega časa, zasebnega časa predvsem. To pomeni, da namesto, da bi se posvetili tistemu, kar je v življenju res pomembno, recimo družini, prijateljem in pa knjigam, času za razmislek, se ukvarjamo s tem, kako bomo širili novice o sebi in o tem, kaj se v znanosti dogaja po spletu. Tako da gre za nek začaran krog. Včasih me to spominja na tisti tekoči trak v fitnessu, na katerem stojimo in potem tečemo po njem vedno hitreje in vedno hitreje. In mi vsi štirje tule tečemo po tem tekočem traku, če nehamo teči, potem pademo takoj dol. Tako da smo na nek način zaciklani. Vsi smo, kot je rekel Volodja v velikem briljantnem valčku, vsi smo noter, vsi smo v in težko gremo ven. Jaz bi pa Matevža vprašala, koliko je po tvojih dosedanjih izkušnjah za znanstveno delo pomembna samopromocija? Ja, tako kot je že predhodnik rekel, zdaj vse bolj je to pomembno ratalo, ne samo za splošno javnost, tudi za samo znanstveno sfero. Zdaj, če te ni na ResearchGateu, ki je nek Facebook za znanstvenike, te skoraj ni. To jaz tudi poudarjam vsem, ki se zdaj prijavljajo na projekte, da moraš se to iti, ker te ljudje začnejo googlati, recenzenti te googlajo in če te ni tam, te ni enostavno. Tudi vsak članek, ki ga objaviš, ga daš na Twitter, da ga daš na ta ResearchGate, da dosežeš čim večji del publike. Kar se pa teh javnih nastopov tiče, pa ja, pride zraven. Jaz pač vsakmu rečem ja, ker se mi zdi, da je to pomembno. Ja, mogoče je to res nekako znanstveniki direktno to občutimo kot nek tekoči trak ali pa še boljše en kolega rekel, da je znanost ratala šprint na dolge proge, kar počnemo. Ampak v končni fazi saj upamo, da se to nekako obrne, ker če zdaj mi opozarjamo ljudi, da je znanost pomembna, zakaj je pomembna, ker to še zmeraj ni prišlo česa. Mogoče je potem več denarja za znanost bilo namenjenega in bomo potem lahko nadaljevali to, kar delamo. Se pravi, je ključnega pomena to. Je pa res, da to nikjer ne šteje, da to je čisto naša volonterska zadeva, da direktno jih marsikdo reče škoda mojega časa, pa ne se kdo drug s tem ukvarja, ampak nekdo se mora. Nikjer ti pa to ne prinaša točk, recimo. To pa je problem.
Tudi recimo sami razpisi pač ne pogojujejo oziroma pač ne predvidevajo recimo nekih sredstev za znanstveno komunikacijo. Ne, mislim, sredstv sploh ne. Mislim, okay, veliko projektov, včasih je bilo moderno, da si imel tisto rubriko diseminacija, ker smo vsi napisali nek generični stavek noter. ERC recimo tega sploh nima. Ko dobiš projekt, ti namignejo, da bi bilo fino, da če kaj narediš prebojnega, če imaš nek pomemben javni nastop, da jim poveš, da bojo oni to naprej sporočili, ker spet se to obrne njima. Če oni pokažejo, lej, to pa to so zgruntali, tudi oni upravičujejo vse te milijarde evrov, ki jih dajo znanstvenikom. Da je bilo pa karkoli napisanega, kjerkoli pa ni. Sam namignejo ti, da je to fino, da to delaš. Kaj pa zdaj pa še vprašanje za Doro Domanko. Ti si bila inženirka leta 2018 in to je prišlo tudi z veliko medijske pozornosti. Kako si ti to doživljala oziroma a je ta medijska pozornost lahko, ker delaš tudi v industriji, v podjetju, a je to tudi kaj povezano z trgom pa s promocijo podjetja mogoče, a se to kaj pozna na tem nivoju? Ja, sigurno je bila zanimiva izkušnja. Zdaj tehniki ponavadi nismo navajeni neke medijske pozornosti oziroma sploh kakšne pozornosti od nekoga, ki se s tem konkretno ne ukvarja. Zdaj, v manjšem podjetju, ko si, bolj moraš sam skrbeti tudi za to svojo pojavnost, da te ljudje poznajo, da mogoče mediji o tebi pišejo, da vsi zvejo, čim narediš kaj prebojnega. Zdaj, naše podjetje konkretno je malo bolj v takem zaprtem krogu robotike, se pravi, slovenski trg je majhen in v tem prostoru nam v bistvu še največ pomeni ta promocija stališča kadrov, da mladi vidijo, s čim se ukvarjamo, kako je pa nas delati, da je delo nekako zanimivo, da se spodbudi mogoče ljudi k študiju in se potem to v bistvu zelo na tak bolj dolgoročen način potem mogoče koristi tudi podjetju nazaj čez nekaj časa, ko bodo te ljudje iskali službo. Kaj pa zdaj, Matevž je prej omenil, da v bistvu znanstvenikom pa znanstvenicam nič kaj dosti ne pomeni, ne prinaša nobenih točk to, da nastopate v javnosti. Pa me zdaj zanima za Lejo vprašanje, če imaš kakšne težave dobivati izjave od znanstvenikov, prav zaradi te neke, ker to pač ne prinaša nobenih točk iz vidika financiranja. Zdaj, moram reči, da mogoče nekih hudih težav s tem nimam, je pa definitivno opazno, da nekateri znanstveniki nimajo dovolj zaupanja v medije, v novinarje in se zato mogoče temu izogibajo. Tako da jaz poskušam kontaktirati tiste, za katere vem, da so mogoče temu malo bolj naklonjeni, ki so mogoče malo mlajši in so tudi zato nekako bolj naklonjeni sodelovanju z mediji. Tako da ja, še vedno pa je kar precej, vsaj kakor jaz opažam, tega nezaupanja, ker se bojijo, da bomo nekako njihove raziskave vzeli iz konteksta, da bomo predstavili samo tisto, kar se zdi nam zanimivo in nekako jih potem predstavili v slabi luči, predstavili napačno njihove raziskave in tako naprej. Tako da te težave še vedno ostajajo, pa mogoče tudi to, pogrešam, da se znanstveniki sami od sebe nekako, da bi znanstveniki sami od sebe nam pisali, mogoče napisali kakšen mail vsake toliko časa, nam povedali, kaj se dogaja, kaj so objavili, kakšna konferenca se obeta na njihovem inštitutu in tako naprej. Teh informacij še vedno ni dovolj. Ja, to tudi mi v znanstveni redakciji dostikrat pogrešamo, pa tudi zelo veliko profesorjev se niti ne odzove na naše maile. Tako da bi se zdaj mogoče malo vrnila na to temo, ki je bila tudi tema shoda za znanost, in sicer ja, komunikacija znanosti. Tam smo slišali različna mnenja, pač od tega, da je v bistvu to, da bi mogle za komunikacijo znanost skrbeti razne podporne in PR službe, do pač tega, da bi morali tudi pač znanstveniki sami več narediti, kot je pač Matevž že prej povedal. Tako da me pač dan pa odjet zanima, kaj si vi v tem mislite, mislim, tako. Kaj bi pravzaprav, a bi se mogla res znanstveniki ukvarjati samo s poučevanjem in raziskovanjem, ali, mislim, a to sploh še gre dan danes, kdo to lahko privošči na tej poziciji? No, to je neka taka obrambna pozicija, ki si jo lahko vzpostavimo raziskovalci, znanstveniki in univerzitetni učitelji. To pomeni, da se še bolj usidramo za akademske zidove in
da se ne pokažemo izza njih zaradi tega, ker je tam varno. Mislim pa, da imamo drug problem pri tem, da pokukamo na plano, namreč, da dostikrat ne vemo, kako bi in se bojimo takih situacij, kot je današnja. Meni osebno je mogoče malce lažje, zato ker sem dolgo let delal v medijih, 4 leta na Radiu Slovenija, kasneje še na financah, na menedžerju, tako da poznam oba svetova, poznam medijski svet in vem, kaj približno mediji pričakujejo in na kak način jim je potrebno podajati informacije, in poznam pač znanstveni svet, zato enostavno se počutim dokaj domač na obeh področjih. Sicer imam potem mogoče probleme zato na znanstvenem področju, ker kdaj povem kakšne stvari preveč poljudno, in pa mogoče tudi na medijskem področju zaradi tega, ker kdaj zabluzim s kako znanostjo. Ampak se mi zdi, da nam tega manjka, te medijske izkušnje in šole. In če bi tako šolo vzpostavili na fakultetah, na univerzi že med študijem, to pomeni, da bi se vsak študent lahko naučil javno predstavljati to, kar počne, s čimer se ukvarja, in se naučil komunikacije z mediji, kako povedati, kako napisati, kako nastopiti, kako se obleči recimo za televizijski nastop. Potem bi bilo morda marsikaj lažje kasneje v raziskovalni karieri. Se ne pravim, da morajo vsi znanstveniki nastopati v javnosti. Eni so pač veliko boljši v laboratoriju, drugi so boljši pred kamerami, pravim pa, da nobenemu ne bi škodila vsaj ta izkušnja, ki bi mu pomagala potem kasneje graditi kariero. Ja, jaz bi zdaj povabila tudi Doro, da pove iz prve roke, kako se je v bistvu spoprijela z vso to, z vsem tem medijskim zanimanjem, ki je prišel skupaj s tvojim nazivom, in kar naenkrat si morala nastopati in pred kamerami in mikrofoni in vse to. Kakšne so tvoje izkušnje z mediji, no? Ja, jaz sem bila kar nepripravljena v starom pompom. Organizatorji so nam pri tem pomagali, so nam vedno bili pripravljeni nuditi kakšen nasvet, ravno v zvezi s takimi podrobnostmi, na kakšen način kaj povedati, mogoče tudi glede samega nastopa. Tako da smo imeli podporo, ampak ja, je pa precej lažje govoriti o stroki, o neki konkretni temi, ampak spet tudi pri takem dogodku potem večino vprašanj se potem vrti okrog samega dogodka, okrog, ne vem, počutja kot inženirke, kar spet ni konkretno to, kar počnem. In je v bistvu mi bilo veliko lažje, če so bila vprašanja se konkretno nanašala na moje delo, kot pa neka ta splošna generična vprašanja. Tako da to sem zelo cenila pri medijih, če jih je dejansko zanimalo, kaj počnemo. Pa so kdaj tudi spremenili tvoje izjave, ali pa če si se mogoče sama kdaj zalotila, da nekako ne veš, kako nekaj povedati, ker se mi zdi, da področje, ki ga raziskujemo, je pogosto zelo detaljno in hitro postanejo neke stvari, neke informacije lahko zbanaliziramo, lahko celo postanejo neresnica zaradi tega, ker jih nekako posplošimo na več področji. A si imela kdaj težavo in pri razlaganju sebe, oziroma če so imeli tudi novinarji kdaj težavo pri interpretiranju tega, kar si povedala? Ja, seveda je to cela zalega priložnosti za razne miskomunikacije, ko je treba ali iz enega pogovora, ki traja mogoče 1 uro, potem narediti prispevek, ki bo trajal 3 minute, ali pa obratno. Zmerom se nasmehnem, ko mi rečejo, ne v enem stavku ali pa maksimalno 2 povem, kaj delam. Pa tako, da bojo vsi razumeli, pa da se bo vedeli, kaj konkretno delam. In tukaj ven ne more nič pametnega priti, to je jasno. Ja. Zdaj pa še za Matevža, ker ti tudi veliko pišeš in za MMC in tudi si sodeloval na Frekvenci X, pa posnel si ta video. Kako pa si se ti soočil s tem, kaj zdaj napisati, pa kako o kavitaciji? Mislim, od tistemu, kar delaš, je mogoče res lažje pisati. Mogoče se moraš sam... Mislim, ko jaz neko stvar pišem za MMC, ko so mi rekli, oziroma šlo je za Val 202 najprej, potem MMC je prevzel tisto.
So rekla, bi napisal, sem rekel, ja, z veseljem, sam dajte mi 1 mesec časa, ker jaz za 4 strani tacga teksta rabam časa. Ne? In potem sem začel vse 4 prispevke hkrati pisati, pa jih zelo velikrat sem šel česa. Ne? Jaz to zelo počas delam, kakorkoli. Ne rabim idejo dobiti, potem pa na tem gradim. Ne rabim čas. Drugače, če mi rečejo naredi do jutra nekaj, tudi to je bilo, ne? To je groza, ker to na hitro nekaj naredim. Ne? Znanstveni članek lahko napišem v 2 dneh, če imam dober dan ali pa dobra 2 dni. Tacga pa ne znam napisati. Ne? In to je težko, moraš se naučiti to delati. Ne? Novinarji znajo to dosti boljše. Jaz, ko sem gledal Lejo, ki je imel ta Duncan Haldane, ona je v živo skoraj pisala članek na predavanju tam. Mene je bilo, ki bi saj znal, ampak po drugi strani pa se mi ni treba vsega znati, zato pa imamo novinarja. Mene pa zanima gledati, da imaš svojo raziskovalno skupino. Če tudi spodbujaš koga, mislim, v raziskovalni skupini, da bi se malo izučili teh medijskih komunikacij, ali, mislim, ker vem, da si bolj ti izpostavljen, ampak tako pač. Mislim, nobeno ne rečem, da ne sme, zdaj, mislim pa, da nekako noben noče. Zdaj 2 sta prišla tam, pa ste se v zadnjo klop usedla, vidim spet. Mislim, meni bi bilo fajn, sam velikrat je, to je točno to, eni so dobri za laboratorije, eni so dobri za članke pisati, eni so dobri za pred kamero, noben ni za vse dober. Pa silu ne bom nobenega. Tudi meni je bilo na začetku zelo, ko je bil enkrat, se spomnim, jaz sem se čisto zadnji postavil, samo da mene ne bi nekaj vprašala. Je pa res, ko enkrat pa prideš v to, pa se ti je težko, ampak po drugi strani imaš pa tudi, pa to noben noče priznati, vsak reče, samo breme mi je spet priti sem, v resnici ti je tako malo fajn, da te tudi kdo drugkrat posluša, kaj delaš. Ker če delaš sam res za 4 stenami nekaj svojega, že sam sebe vprašaš, ali to ima sploh smisel, cela zgodba. Kaj pa, Leja, tebe me pa zanima zdaj, Matevž je že omenil, kako si spretno pišeš pač o nekih znanstvenih odkritjih, pa me zanima, kakšni so pa vsem tudi tvoji neki zadržki ali pa vsaj na začetku, s čim si imela največje probleme pri poročanju o znanstvenih temah? Ja, verjetno je največja težava v tem, kako najti to dobro ravnotežje med tem, kako poročati o nekem znanstvenem dosežku točno, ampak hkrati zanimivo za publiko, da se pravi točno, ampak hkrati dovolj preprosto, da vsi razumejo in zanimivo, da ne bodo ob tem zaspali. Tako da to je eden izmed velikih izzivov in pa seveda večno pomanjkanje časa in ljudi, se pravi novinarjev, ki bi o tem pisali, ker nekako te teme potem padejo na zelo majhno skupino znanstvenih novinarjev, pa še o tem težko govorimo v Sloveniji, ker večina novinarjev, ki piše o znanosti v Sloveniji, pokriva hkrati tudi druga področja. To je samo ena izmed tem, ki se jih posvečajo. Tako da to pomanjkanje časa je kar problematično, zato ker za dobrega znanstvenega novinarja je potrebno veliko branja, branje nekih izvirnih člankov, branje širšega konteksta, da znamo umestiti neka nova odkritja, da razumemo, kakšne implikacije ta odkritja prinašajo za prihodnost in tako naprej. Tako da to so veliki izzivi in zaradi tega se mogoče novinarji tudi prevečkrat zanašamo na neka sporočila medijem, ki jih dobivamo iz raznih institucij in mogoče premalo preverjamo zadeve, premalokrat se obrnemo tudi na neke znanstvenike izven raziskovalne skupine, o kateri pišemo, ki bi nekako od zunaj ovrednotil te dosežke in tako naprej. Pa se znanstveni novinarji in novinarke kaj združujete, si med sabo pomagate, imate kakor delite znanje, no? Ja, zdaj nekako v Sloveniji obstaja eno takšno združenje, imenuje se Združenje znanstvenih novinarjev Slovenije, ampak je v zadnjih letih precej neaktivno. Jaz tudi nisem članica tega združenja in tudi večina nekako mojih mlajših kolegov ni včlanjena, tako da je v bistvu edina priložnost, da se pogovorimo o nekih temah, nastane po kakšnem znanstvenem predavanju, po kakšni novinarski konferenci, da se vzamemo recimo 5 minut in se pogovorimo o tem. Kakšnih bolj periodičnih sestankov pa nažalost nimamo.
Se pa novinarji res zelo intenzivno povezujejo na mednarodni ravni. No? In se mi zdi, da smo nekako slovenski novinarji premalo vključeni v to mednarodno skupnost. Recimo imamo za področje Balkana imamo Balkansko združenje znanstvenih novinarjev, potem je tudi na evropski ravni obstajajo to vrstno združenje, pa na svetovni ravni, tako naprej. Tako da novinarji se povezujejo in dobra priložnost za to so recimo kakšne mednarodne znanstvene konference ali pa mednarodne konference znanstvenih novinarjev. No. Tam res dobiš dragocene izkušnje, srečuješ ljudi, ki ti lahko z nekimi nasveti pomagajo, kako izboljšati znanstveno novinarstvo v svoji državi, dajo ti nasvete za neke, kako bi se temu reklo, vroče, pereče teme. Pa mogoče se tam ustvari tudi kakšna nova priložnost za mednarodno sodelovanje novinarjev. Ja, ker ti si pač prejšnje leto si prejela to nagrado Eureka Alert, ne? Mislim, da to podeljuje neka fellowship nagrada za mednarodne znanstvene novinarje. Mogoče lahko samo na hitro elaborirala, kdo to podeljuje, pa tudi mogoče malo stanje v tujini znanstvenega novinarstva. No? A so to predvsem ljudje, ki imajo družboslovno ozadje ali tudi naravoslovno ozadje, tako da malo dobimo, da lahko potem malo primerjamo Slovenijo. Ja, ta fellowship, ki sem ga prejela, je v bistvu, gre za Eureka Alert Fellowship. Eureka Alert je kot neka storitev, ki deluje v okviru Ameriškega združenja za napredek znanosti, se pravi American Association for Advancement of Science, ki je bolj znano po tem, da recimo izdaja revijo Science. In oni imajo te nekaj številne programe, iniciative, katerih namen je, da spodbujajo znanost, inovacije, prek teh programov za promocijo znanosti, za komuniciranje znanosti, za znanstvene politike, znanstveno diplomacijo in tako naprej. No in eden izmed teh programov je ta Eureka Alert Fellowship. Vsako leto ga podelijo samo, mislim, da 5 novinarjev z celega sveta. Od tega 4 novinarji iz Afrike in Azije, eden pa z področja Balkana. Tako da, ja, ta štipendija v bistvu mi je omogočila potem nekako, recimo, da je to štipendija, no, težko prevedem to, mi je omogočila, da sem se potem udeležila te mednarodne znanstvene konference, ki jo organizira Ameriško združenje za napredek znanosti, ki je bila letos februarja v Washingtonu. In to je tudi nekako namen te štipendije, da ti plačajo nekako vse stroške, da se udeležiš te konference, da dobiš nekako dostop do, ne vem, najbolj prodornih znanstvenikov, do največjih znanstvenih odkritij, omogočijo ti, da delaš razne intervjuje, predvsem pa se mi zdi to izjemna priložnost, da se povezuješ z drugimi novinarji iz celega sveta. Kot sem že rekla, so to res najbolj dragocen vir izkušenj, ki te omogočajo potem napredovanje, mednarodno sodelovanje. In ko enkrat dobiš tako štipendijo, kot je ta Eureka Alert, ki je kar prestižna v tem svetu znanstvenih novinarjev, se ti potem odprejo nove možnosti za nove štipendije, da se udeležiš drugih konferenc in tako naprej. No? Ampak ja, ta znanstvena skupnost je res, mednarodna znanstvena skupnost je res velika, ampak mogoče bi rekla, da v tujini so znanstveni novinarji, da imajo res predvsem naravoslovno izobrazbo. Nekako za razliko od Slovenije so v tujini, predvsem recimo Anglija prednjači na tem področju, Amerika seveda, skandinavske države imajo zelo razvito to izobraževanje za znanstveno komuniciranje. Imajo veliko dejansko fakultet oziroma programov se ukvarja prav s tem znanstvenim komuniciranjem, tako da velikokrat se zgodi, da nekdo, ki je prej študiral recimo biologijo ali pa fiziko, se potem odloči, da bo pa na magisteriju vpisal komuniciranje znanosti, no, znanstveno komuniciranje. Tako da se mi zdi, da večina novinarjev je takšnih, no. Pa tudi mogoče večina novinarjev, ki so res dobri znanstveni novinarji, so freelancerji, zato pač to je res en tak zelo tekmovalen, stresen svet, ker tudi, če hočejo recimo objaviti kakšno zgodbo, morajo pičati v bistvu tem urednikom teh največjih revij, znanstvenih revij, kar je potem, in na podlagi tega se uredniki potem odločijo, no, ali bodo objavili njihovo zgodbo ali ne.
bi mogoče pol Mateža vprašala, če se ti zdi, da ne vem, če bi se tudi v Sloveniji recimo z nekim, če bi imeli novinarje, ki bi pač več vedeli o nekih tehničnih področjih, če bi se, ne vem, več študentov oziroma raziskovalcev, pač, mislim, če bi se bolj odzivali na neke medijske prošnje, recimo. Mislim, je mogoče tudi v tem problem, pač, ali niti ne? Ne vem, to je težko reči. No. Mislim, tudi to, da bi morali novinarji biti, oziroma komunikatorji znanost, ja, ne vem, da bi mogli imeti v osnovi neko naravoslovno ali pa tehnično izobrazbo, ne vem, če je to lih nujno, no. Ali pa sploh možno v Sloveniji, ne vem. Mislim, tudi ta novinarska znanja so po mojem zelo pomembna, kako to spraviti česa. Ne, sej, po drugi poti tudi gremo počasi. Na Štefanu, na podiplomski šoli imajo zdaj podiplomski predmet, mislim, da komuniciranje znanosti. Ne. Sam bi rekel tako, da če bi recimo to na univerzi naredili tak predmet, pa da bi nek študent, ki študira strojništvo, tak predmet upisal, bi ga verjetno kolegi gledali, to si pa ti, ne vem, da easy way out zbral, ne, tako, kaj boš to rabo, ne, ali pa to je predmet, ko si dobite 10, pa gremo dalje, ne. In tako se verjetno tudi bi gledali na nekega strojnika ali pa naravoslovca fizika, ki bi se po diplomi ali pa doktoratu, pa zdaj tam bo Sašo Dolenc čuden gledal, odločil za to, da bo rato komunikator znanosti, ne, ampak mislim, to je super, če se, ne, pa da ti rata, ne, ampak lahko pa to tudi malo čuden prizvok dobija, ne, nažalost, ne, pa ni v redu to, ne. Je pa to verjetno tudi tukaj zelo tekmovalen svet, ne, da boš ti nekaj začel delati kar iz nule, a ne, je težko, a ne. Kaj pa recimo podobnost, tvoj laboratorij ste dobili financiranje IRC-ja, Evropskega raziskovalnega centra, in tam sem prebrala, da si tudi mogel imeti 7-minutni pitch, v katerem si v bistvu razložil vse, kar boš delal v teh 5 letih. Mislim, a so to tudi neke v bistvu medijske veščine ali je to drugače? Mislim, ne vem, jaz sem se fejst pripravljal na onih 7 minut, ne, tisto je bilo, celo poletje sem zagnal za to, ne, mislim, sem šel tudi na morje kakšen vikend, ampak v glavi pa na biciklu sem jo pa skozi sem ponavljal, kaj bom govoril, ne, in sem bil natreniran. Mislim, da sem rabil 6 minut 57 sekund na koncu. Ne. Vse sem vedel, nikoli se nisem toliko pripravljal na intervju, tudi na tega, ne, tudi na nobeno konferenco se ne pripravljam toliko, kot sem bil takrat pripravljen. Ne. In ja, tudi sem bil, tudi takrat univerza organizira več treningov, pa na Nizozemsko smo šli na trening, ki ti rečejo, ne vem, ne imeti rok v žepih, kot to delajo Američani v Evropi, to ne bo šlo česa, ne, take neumnosti. Ne. Misliš, da so neumnosti, samo mogoče pa pomaga, ne vem. Takih stvari se moraš pač naučiti, ne, in jaz sem jih zdaj že pozabil, ne, ampak recimo, da jih nam več rabo, ne. Ampak ja, je fajn, ne. Veliko sem se tudi naučil, tudi veliko stvari, ki sem jih tam rekel, kako naj jih naredim, jih zdaj uporabljam, ne, in je boljša, ne, bi rekel, da je boljša. Kaj pa zdaj, Dan, me zanima tvoje mnenje, kako zdaj to, da poveš nekaj v 7 minutah, pa že prej smo se pogovarjali o tem tekočem traku, na katerem tečemo, in v bistvu vse novice na nek način postajajo, pa tudi Dora je omenila v 2 stavkih povej, kaj vse delaš. Zelo smo nekako postali tako na nek način instant, zelo hitro hočemo vedeti vse, v 3 besedah vse. Kaj to naredi, ne vem, neki znanstveni misli, a se razumevanje teh nekih tem zaradi tega spreminja, oziroma če, ne vem, na kakšen način ta socialna omrežja na nek način oblikujejo to pokrajino znanstvene misli, no? Zadnjič sva se pogovarjala z kolegico antropologinjo o tej temi in sva prišla do naslednjega zaključka. Vsi smo Damjan Murko in na nek način se moramo prvič s tem sprijazniti, se naučiti s tem živeti in se včasih temu upreti. Ne pravim, da je Damjan Murko slab lik, jaz mislim, da se moramo od Damjana Murka marsikaj naučiti, kako v 2 minutah prepričati javnost. On nima na voljo niti 7 minut, ampak more zafušati slovensko himno sredi praznega štadiona in na ta način dobiti skoraj 1 milijon ogledov na YouTubu. To je dosežek, to je na nek način zmaga. Naučiti se moramo včasih ne delati lažne novice, ampak delati pseudo dogodke.
v čemer se je izmojstril Damjan Murko, v čemer so se celo izmojstrili slovenski politiki zadnje čase, ki se pojavljajo v nenavadnih situacijah, na nenavadnih mestih, zato da jih ljudje potem gledajo. Včasih moramo narediti kaj, kar izstopa iz povprečja. In to je spet neka veščina. Mislim, dajmo se učiti od tistih, ki to znajo. Kaj je bilo pa že vprašanje? Ja, v bistvu, kaj se zgodi... Ker zdaj so moje 2 minute mimo, ne, tako da... Saj nič ne štopamo tukaj. Ampak kaj se zgodi z znanstveno mislijo? Ker tako, kot jaz razumem, zdaj to tvojo tezo gre v bistvu za to, da vodimo neke vrste dvojno življenje. Eno je pač raziskovalno delo, kjer pač gre za neka znanstvena dejstva, ki jih ne smemo spreminjati in fušati. Hkrati pa v bistvu peljemo še neko javno persono, kjer pa si lahko prvoščimo te neke druge dogodke, se pravi, da ne vem, bom jaz kot znanstvenica delala planking na, ne vem, stolnici. To je že dobra ideja. Bom poskusil naslednji teden. Mislim, vse super, da imamo več identitet, jaz to res podpiram. Mark Zuckerberg pravi, da imamo samo eno identiteto in ta mora biti javna, to me skrbi. Mislim, da imamo imeti več identitet, pa ne bo ena zabavna identiteta, druga resna identiteta, tretja dolgočasna identiteta, četrta identiteta fotra, ki pride domov iz službe. Meni je to všeč. In če tako persono ustvarimo in jo predstavljamo javno in skozi to sporočamo neke zanimive znanstvene ugotovitve, zakaj pa ne? Saj so tudi velikani znanosti sporočali na tak način svoje izsledke. Nikola Tesla je bil recimo genij psevdodogodkov in je sedel sredi tistih strel, ki so bliskale okoli njega na stolu. To je bil šov. Enkrat sem dobil kot zanimivost na enem od projektnih razpisov, pač, ker moraš tudi tam na nek način prezentirati sebe v javnosti, ko prijavljaš projekt, ne, sem dal to projektno prijavo in potem dobil v oceni en super stavek, kjer je pisalo more show than substance. In to si bom dal enkrat natisniti na majico, sem se odločil, ker mi je to tako všeč v bistvu. Mislim, meni je všeč ta show, ki ga lahko naredimo iz znanosti. Zakaj pa ne? Zakaj bi bila znanost morala biti dolgočasna? Zakaj večino znanstvenih člankov prebere 5 ljudi? Ključno verjetno z recenzenti in urednikom. Mislim, mene to skrbi. Zakaj ne bi bila znanost zabavna? In včasih mi reče, kdo je to pa to, kar delaš, pa ni resno znanstveno delo. Hvala Bogu, nočem biti resen znanstvenik. Ampak kaj pa recimo problem, ko se pol neka znanstvena dognanja uporablja, ker znanost ima to težo, da je to, zdaj stereotipno govorim, ultimativna resnica. Ne? Znanstveniki so dokazali, v neki raziskavi sem prebrala, pa v bistvu takoj dobim več kredibilnosti s takim uvodom, čeprav je tudi lahko fake. Ne? Ampak vseeno pa se me zanima zdaj, mogoče od vseh 3 raziskovalcev, kako občutite to odgovornost do znanosti, da zdaj vi pa morate o svojem delu poročati samo resnico, in tudi kakšno težo da v bistvu potem javnost temu. Ne? Odkrili so gen za debelost. Ne vem. No pa se ne samo, da novinarji potem uporabljajo ali pa zlorabljajo take znanstvene novice za udaren začetek, tudi oglaševalci. 89% žensk potrjuje, da so se jim lasje utrdili zaradi uporabe tega in tega šampona. In potem ta oseba, ki to predstavlja, ima vedno belo haljo oblečeno, ne? In je sicer nekako sumim, da ta oseba ni znanstvenica, ampak to ji daje tisto znanstveno kredibilnost in podobni. To so v bistvu potem lažne novice. Mogoče ta podatek celo drži, ampak je predstavljen na tak način, da vsi rečejo, spet neka znanost. A pa to, da ne vem, namesto teka 20-kilometrskega zadostuje, da spiješ 2 deci vina. To je neka novica, ki sem jo že dostikrat zasledil v medijih. Ne? Se mi zdi sicer zanimiva, vedno znova, ampak se mi zdi nekako, da je privlečena za lase. Tako da moramo vedeti, da tudi v znanosti resnice ne držijo večno. Marsikdaj ne zdržijo niti 1 leto. Ja. Kaj pa Dora, si imela ti kakšne izkušnje s tem, kako, mislim, s to težo odgovornosti, ki jo v bistvu... Meni se niti ne zdi nevarno, da bi prav znanstveniki sami narobe poročali o svojem delu, bolj je res ta interpretacija in pa potem ta uporaba. Nikoli ne bom pozabila, pred našo gimnazijo nekaj časa bil ta reklamni pano o kremi, ki popravi DNK vaše kože. Ne?
Mislim, jaz upam, da ga ne, no, pa skoraj bi upala staviti, da ljudje, ki jim je všeč, da bo DNK njihove kože popravljen, pa hkrati gledajo na mleku, da ni iz gensko spremenjenih krav, a ne. Tako da ni toliko problem ta fake news, te lažne novice, ampak res usmerjanje teh novic, kako jih speljemo, kako jih načrtno recimo tudi dobivamo, kako nam jih internet ponuja za to, da našo miselnost lahko spravi v ene čisto v neko prepričanje, ki je zelo daleč od tega, kar je v resnici, pa se tega sploh ne moramo zavedati, ker nas je neka potka tako lepo pripeljala do stanja, v katerem smo. Ja. Kaj pa še Matevž, kakšno? Ja, hotel sem še prej reči, da je znanost šov ratala. Ampak to je tudi na vseh nivojih. Tudi na neki konferenci, ko greš, pa je resna konferenca, ti probaš narediti nek šov. Takrat v njih, tam imaš mogoče 10-15 minut časa. Ker ideja neke predstavitve, kakršne koli že je, to moraš čim prej zgruntati kot znanstvenika, raziskovalci, da zanimiraš ljudi, da bo rekli, to je bilo pa zanimivo, grem zdaj njegov članek brati. Ne, da jim ti vse enačbe pokažeš, pa rečeš, zdaj pa vidite, zakaj smo 40 slajdov šli čez enačbe, da smo do tega prišli. To bo vsi zaspala. Jaz sem recimo tudi, kako prepričati, tam, ko smo imeli v njih 7 minut, da veš, kaj delaš. Jaz sem rekel, kaj vse bom z mehurčki naredil tam, na koncu sem jim napisal, z mehurčki smo naredili v tisočinki sekunde se ERC izpisala. Tega ni še ben prej naredil. In to je pa thanks je bilo, iz mehurčkov narejeno. To jih je saj nasmejalo v njih 20 resnih ljudi tam, da znamo se tudi zabavati v resnici v znanosti. To je ena stvar. Drugo, zdaj to lažno poročanje, ne vem, mislim, jaz tega ne delam. Je pa res, da včasih pa pride čez zelo drugače, kot si ti naredil. Recimo, mi delamo dosti za industrijo in potem vsake dolgo časa pride kakšen, pa ni naš laboratorij bil to, ampak je prišla neka skupina, ki so rekli, izumili smo obroček, ki ga daš na dovodno cev za gorivo v avtu in vam bo zmanjšal porabo goriva. Pa smo jim rekli, da so to gospodari prstanov, ki so imeli te prstančke. Ampak kaj je prišel ven? Mi smo jim pokazali, ne deluje. V reklami je bilo pa delovanje, so preverili na fakulteti za strojništvo. Nič se niso zmislili. Sam niso povedali, da smo povedali, da ne deluje. Zdaj, to je fake news, v resnici, ampak ljudje čisto drugače to dojemajo. Tako da zdaj imamo v klauzuli, ne smete nas umeti, čim vidimo, da so taki pršali. Tako da to je malo zoprna reč. Tudi pri novinarjih, to, kar je bilo prej, ta senzacionalnost. Jaz se to čisto strinjam, da verjetno je to treba, da sploh kdo prebere. Ampak včasih pride taka stvar ven, ki vam poje zmer cmok v grlo, kaj za vraga je zdaj to bilo. En primer je bil, da ko so letele, kaj je bil Falcon Heavy je letel od SpaceX-a in potem so prišli k nam, ker mi smo delali nekaj za Evropsko vesoljsko agencijo, pa je bila debata, pa sem rekel, ja, pa se od SpaceX-a jaz vidim na konferencah, ki delajo ene dele, pa se pogovarjamo in potem je bil naslov, Elona Muska zanima tudi slovensko znanje. Mislim, to je tako, da bi jaz z njim hodil na pivo, pa me vpraša, kaj naj zdaj naredim. Jaz mogoče poznam unga, ki pozna unga, ki pozna unga, ki pozna njega, enkrat ga na sestanku videl. Ampak verjetno malo mora iti novinarstvo v to smer, da sploh kdo prebere. To me mogoče malo moti potem v končni fazi. Sam potem se verjetno obračaš samo na novinarje, za kere veš, da so kredibilni. Mislim, verjetno to potem zoža neko polje ali kako, ali niti ne, oziroma... Se to ni nič groznega, ker tako, se pa tiskaš še članek brati, je videl, da ni tako, ampak verjetno moraš tak naslov narediti, da sploh kdo bere. Zelo malo ljudi znanost zanima, nažalost. Jaz bi se mogoče nazaj na L vrnila in sicer bi te pač vprašala, pač vsi vemo, da v bistvu lahko govorimo o javnosti, javnosti je več, tako da pač glede na to, da ti zares v znanosti poročaš ne preveč nesenzacionalistično in predvsej objektivno, me v bistvu zanima, pač koga imaš v mislih, ko pišeš te prispevke o znanosti? Katero javnost, če tako vprašam? Nekako kot tiskovna agencija so naši prispevki namenjeni neki splošni javnosti. Tako da recimo, da imam v mislih neko splošno javnost med tem, ko pišem, ampak v resnici pa
v resnici pa si svoje publike med samim pisanjem ne predstavljam. No. Jo predpostavljam, ampak si je ne predstavljam, ker mi je pomembno med tem samim procesom pisanja nekih teh znanstvenih zgodb, da v bistvu sama sebi razložim dovolj dobro in da se mi zdi, da bo potem lahko to razumel še nekdo drug in da je hkrati napisano čim bolj točno, da podam nek kontekst, neko ozadje, ampak ne preveč tega. Tako da to je kar izzivno, kako poiskati to mejo, do kdaj v kolikšni meri moramo razlagati neko ozadje raziskav, da to ne bo preveč, da ne bomo podcenjevali s tem svoje bralce ali pa da jim bomo mogoče po drugi strani ponudili premalo informacij. Tako da. Pa si kdaj samo sebe zalotila, ker se mi zdi, da je to zelo taka mamljiva na nek način pozicija, da neko novico v bistvu malo napihneš pa se pol vzameš nazaj. Kako, a imaš kakšnega recenzenta ali si to sama sebi, po kakšnem ključu presojaš, kaj je zdaj prenapihnjeno, pa kaj je zgolj resnica, pa na kakšen način? Jasno vprašanje. Ja, po moje, da ja, no. Pač ja, to je kar velik problem in velik izziv in mogoče mediji nasplošno pri tem ne opravljamo vedno najboljše naloge. Tudi zaradi pomanjkanja časa in pomanjkanja ljudi, kot sem rekla, in zanašanja na te press release, ki so ponovadi velikokrat nekako prenapihnjeni, zato ker vseeno je v interesu, da nekako promovirajo ugled inštitucije in tako naprej. Ampak ja, pač vse, kar v bistvu lahko naredimo, po mojem mnenju je, da veliko beremo, da razumemo kontekst, da razumemo zgodovino določenega znanstvenega polja, področja, o katerem pišemo, da vemo, kakšne raziskave so se v preteklosti dogajale na tem področju in kaj so nekako napovedi za prihodnost in da dobimo tako potem neko celostno sliko, na podlagi katere potem gradimo naš znanstveni članek. Težko drugače razložim, ampak tako je. Tudi nimamo nekih recenzentov, sploh na STA, kjer nekako ekipa STA znanost je sestavljena iz praktično 2 oseb, se pravi moj urednik Aljoša Rehar in jaz. Tako da nekako se zanašam sama nase in pa na mojega urednika. Pri tem pa seveda se večkrat obrnem na kakšno mnenje, kakšnega znanstvenika, ki mu zares zaupam. Tako da, tako. Kaj pa zdaj Dan, če razširimo malo to medijsko področje, ti si sodeloval v Frekvenci X, naredili ste serijo oddaj. Kakšne so pa tvoje izkušnje s temi oddajami? Kako ste se jih lotili, na kakšen način ste v odnosu do tega in prenapihnjenosti, pa ne, pa te tanke meje, no? Med šovom pa ne šovom? Prav z tega področja mi je bila ta serija oddaj Mesta prihodnosti dobra izkušnja, ker smo skušali obdržati to znanstveno težo. Tudi Jan Grilc in Luka Hvalc, ki sta kot novinarja sodelovala pri nastajanju te oddaje, sta se izjemno potrudila, da je nastala. Po mojem je bil to, mislim, jaz, ko sem prvo to oddajo slišal, sem bil res presenečen. Pa sem dal še za poslušati ženi podcast in je rekla, wow, pa to je kot kakšna BBC-jeva oddaja. Tako izjemno veliko informacij sta uspela stlačiti v tistih 20 minut, obogatiti z zvoki, tudi z vizualno podobo, posneti videe, ki smo jih posneli na terenu. Recimo šli smo na rondo Tomačevo, ko smo se pogovarjali o prometu. Potrudila sta se, da je stvar bila videti kakovostna, privlačna in je imela tudi znanstveno težo, kar so očitno tudi prepoznali na Siemensu, kjer so pravkar podelili Frekvenci X za to serijo nagrado v Sloveniji in se je uvrstila tudi med izbor 10 najboljših oddaj na mednarodni ravni, ki se ukvarjajo s to temo mesta prihodnosti. In jaz mislim, da ne slučajno, zato ker je bilo v tistih 20 minut je bilo vloženega vedno izjemno veliko truda in pa tudi na nek način srca. Mislim, tudi to je treba dati, vse isto je v znanosti. Konec koncev moraš vložiti tudi v znanost dušo.
če želiš, da je neka stvar zanimiva, brana, odmevna, privlačna. V bistvu nismo tukaj narazen mediji in znanost. Lahko pa narediš to tako, ker sem tudi sam delal v medijih, vem, kako lahko narediš prispevke tako zelo z levo roko, pač posnameš enourni intervju, cek, in potem bruto, neto pride isto v končni fazi. Torej 1 uro časa z nekom za mikrofonom, lahko narediš tega tudi 1 uro časa radijske oddaje. In se ne trudiš z montažo, ne trudiš z detajli. Ampak ne vem, če je to odgovor, ne za napredek medijev, ne za napredek znanosti. Ne mislim, da mora biti znanost nafrfuljena, ali pa da morajo biti znanstveni prispevki baročni. Ampak mislim, da se treba pač potruditi, pa tudi v kratke prispevke vložiti čim več energije in sebe. Kaj pa po tvojih izkušnjah, a so ta mesta prihodnosti lahko bila tako dobro narejena zaradi tega, ker je bilo dovolj medijskega prostora, sprav dovolj časa, je bila to v bistvu serija oddaj, da ste si lahko pol privoščili v bistvu tudi komponento šova nadgraditi, ali se da tudi v krajših prispevkih sam. Sprav, kako ta dejavnik časa vpliva na samo vsebino? Mislim, tudi 1,5 minute prispevka se da narediti na tak način, da pokličeš 5 ljudi, preveriš informacije, poveš, kaj je dobro, kaj je slabo, ne pa da samo v bistvu prepišeš neko obvestilo za medije ali pa ga prebereš v javnost. To se mi zdi porazno za znanstveno novinarstvo. Če narediš samo to in da če verjameš nekomu, ki ti je izročil neko informacijo v roke, da ne preveriš še drugih virov. In pri mestih prihodnosti je bilo, ok, smo imeli več časa na voljo, torej 5 oddaj, 5 tednov, šli smo tudi med mlade v Celje, se z njimi pogovarjali, pridobili še to njihovo dimenzijo, obdelali različne teme, od prometa do stavb, do vizije za prihodnost. Tako da, ja, mislim, imeli smo platformo in tudi, ne vem, nastajala je oddaja na Radiu Slovenija, ki je konec koncev dobro poslušan radio z dolgo zgodovino, z studiji, ki so na voljo, tako da imeli smo na voljo pač več kot mogoče kateri drug radio, mogoče več kot Radio Študent. Ne pravim pa, da zato, da bi na Radio Študent morali delati slabše oddaje zaradi tega. Mislim, da lahko na Radio Študent mogoče nastanejo celo boljše oddaje. Prav zaradi nekih gverilskih pristopov, ki jih lahko uporabijo drugi za samo promocijo ali pa za nastajanje neke inovativne zvrsti. Saj radio tudi ni več samo radio, saj očitno, ker imate kamere s sabo, nas tudi gledajo po radiju in nas gledajo po socialnih omrežjih. Vse to se da nadgraditi, izjemno dobro skomponirati, tako da nastane nek nov žanr mogoče. Kaj pa, zdaj bom še malo ostala pri tebi, ker je bolj iz tega antropološkega vidika zaupanje znanosti, se v bistvu skozi čas spreminja in se mi zdi, da danes je vedno manj nekega zaupanja znanosti. A je to posledica te bombastičnosti, napihnjenosti ali je to posledica, ne vem, kako v bistvu to nezaupanje znanosti korelira z poročanjem o znanosti? Ja, ne samo, da smo vsi mediji, ne samo, da smo vsi Damjan Murko, tudi vsi smo strokovnjaki za vse. To je glavni problem. Vsi imamo na voljo Google in mislim, da 1/5 ljudi, to je zdaj nepreverjen podatek, ki ga boste potem preverili v vaši znanstveni redakciji, ampak mislim, da 1/5 ljudi gre k zdravniku že z diagnozo. Zaradi tega, ker si itak na Googlu pogledajo, kaj je narobe z njimi. Tudi sam sem že to naredil in si diagnosticiral bolezni, ki so res redke, izjemno redke. Pridem k zdravnici in pojasnim, takoj ko se usedem, kaj je z mano narobe. Mislim, tako me je gledala začudeno, kaj je s tem človekom. Potem je samo pokimala, ker je vedela pač, da je zadnji doktor Google. In ne samo na področju medicine, smo strokovnjaki za vse, za strojništvo, za antropologijo, za raketno znanost, za vesolje. Ko recimo, mislim, da je Aljoša Masten, nek novinar, ki ga zelo rad berem na MMC-ju RTV Slovenija, ko objavi kako novico o vesolju, in to na res duhovit, zanimiv, privlačen način,
tako je pod to novico 50 komentarjev, ja, črna luknja, zdaj ti bom pa jaz pojasnil, kako stvari dejansko funkcionirajo, ne, zato ker je po Googlu te informacije, ali pa ne vem, cepiva, cepljenje otrok, ma kje, mislim, dejte, no, to je seveda vse farmacevtska industrija z svojimi podkupljenimi znanstveniki spravlja na plan, kdo je zadaj, teorije zarote in podobno. Pač jaz mislim, da je to glavni problem, da živimo v času kulta amaterjev. To pomeni, da amaterji enostavno obvladujemo sceno na vseh področjih in težko je biti kredibilen znanstvenik v tem času, ko pa itak lahko kdorkoli dostopa do, ne samo do novic, ampak nasplošno do informacij, ki so bolj ali manj preverjene. Zdaj pa pač eno vprašanje za vse. Česa bi si več želeli od medijev, vi trije, pa mogoče potem lahko šele zaključi, kaj bi si več želela od znanstvenikov in znanstvenic, oziroma kakšne vrste sodelovanja. Tako da, no, Dora, kar ti začni, kam je že mikrofon. Kaj pričakujem od medijev? Ja, sigurno, da so novice resnične. Zdaj, nujno je, da bojo šle v to senzacionalistično smer, ker očitno koncentracija če dalje bolj pada iz generacije v generacijo, če dalje manj smo pripravljeni poslušati, če dalje krajši morajo biti prispevki in če dalje bolj mora vse utripati in biti slikovito. Kar pa ne pomeni nujno, da mora biti lažno. Nič nimam proti, če bo zelo dramatično predstavljeno, kaj delam, sam pač ne bo res to, kar delam. Mogoče je to pač vaba, da se ujamemo v kakšne napačne podrobnosti, recimo ta samovozeče vozila se mi zdi so taka pomenljiva zgodba. Tukaj noter je cel kup enih takih wow, tehnoloških in znanstvenih in takih in drugačnih rešitev, ki so dobre, tako wow, se zavedate, da na podlagi neke kamere more on v temi zaznati pešca, ki je oblečen v črno, ki je iste barve. S tem se je nekdo ukvarjal, mogoče, ne vem, cela skupina ljudi naredila doktorat. To je lahko wow zgodba, ampak vsi se pa ves čas ukvarjamo s to večno dilemo o en otrok ali pa v zid se bo zaletel, kaj od tega, kar je v bistvu čisto nepomembno, sam pač lažje je bilo narediti senzacijo. Tako da pričakujem, da bo zanimivo, udarno, ampak resnično. Mislim, meni se zdi, da relativno dobro delajo znanstveni novinarji. Mogoče včasih pride kakšna novica ven, ki je recimo prepisana iz tujih medijev, pa veš, to bi bilo pa fajn, če bi, ne vem, recimo mene kontaktirali, pa bi dal komentar na to, ali pa se zgodi, da bi mogoče malo bolj preverjali kakšno zadevo, ali pa malo manj senzacionalno naredili, ki res ni treba, ampak ja, to pač eno gre z drugim, če hočemo, da znanost se prebije na prvo stran časopisov ali pa dnevnih novic, kot kultura, ki smo prej rekli, kultura pride večkrat naprej, je to pač treba vzeti v zakup, nažalost. Mogoče nas to malo boli, ker pač po naravi nismo taki, ker se vsi ukvarjamo z enim zelo majhnim problemom, ki je košček še enega tudi majhnega problema ponavadi, in potem to težko napihati pa reči, to je pa res zanimivo. Tako nekako. Še Dan? Ja, sam nisem zagovornik, da se ne bomo narobe razumeli, napihovanja novic, oziroma ne želim, da nastajajo novice, ki so gledane samo zato, ker so vizualno privlačne. Zadnjič sem imel neko izjavo za televizijo, pa ker sem vedel, da bo iz tega nastal mogoče 30 sekund dolg prispevek, sem se potem s tem novinarjem pogovarjala, da mogoče najbolje, če sta zadnji dva, ko se mečujeta, pa mogoče kdo komu odseka glavo, potem bo ta prispevek res gledan. Vseeno, kaj jaz govorim konec koncev tam v tistih 30 sekundah. Tako da zdaj razmišljam, ko so zadnji tamle za vami skupina otrok, ki se mečujejo, če niste še koga naročili, zato da bi bila oddaja na ta način bolj privlačna. V glavnem, ja, v redu je, da se mediji trudijo narediti novice privlačne, gledane, udarne, zanimive.
ampak je treba tudi temu, da je neka stvar recimo zabavna, dati neko težo. Moj oče je bil igralec, gledališki igralec in je rekel, najlažje je odigrati tragično vlogo, težko je odigrati komično vlogo, težko je biti zabaven. In če pogledate filme na IMDb-ju, recimo najnižjo oceno imajo komedije, res redke so dobre komedije in to je neka recimo vrlina, ki jo sam cenim pri medijih, pa tudi pri znanstvenikih, da znajo na zabaven, privlačen način, pogosto na kratko razložiti, kaj pravzaprav počnejo. Eno stvar sem se že spomnil. Kaj je bilo mogoče fino, da bi novinarji naredili, kar znanstveni tek, ga definitivno ne znamo, ali imamo veliko dokazov, da ne znamo, je to, da bi nekako javnosti razložili, zakaj je znanost pomembna. Tega znanstvenik, to nas ne zanima v resnici. Ne. Mi rečemo, dajte nam denar, pa dajte nam mera. Tako v splošnem. Če bi novinarji znali spraviti čez, da ne bi potem, ko pride en, posneli smo Črno luknjo, da ne pride pol 170 komentarjev, pa kaj mi je tega treba, samo mečemo denar stran, če jih bi čez 10 let, če jih bo samo, ne 170, ampak samo 70 takih komentarjev, ne smo veliko naredili. Tudi jaz, ko sem dobil ta projekt, ta prvi komentar od kolegov, ki vejo, kaj delamo, je bilo, sam pas, kaj bolj z mojim denarjem delal. To ni v redu, če je tako vzdušje v javnosti, v Sloveniji sploh mogoče. Če bi to novinarji znali narediti, ali pa nam pomagali, ali pa nas spodbudili, da bi mi tudi delali na tem, bi bilo zelo fajn. Pa še en kratek komentar na to temo, s tem se absolutno strinjam in mogoče imamo še večji problem s tem v humanistiki in družboslovju, kjer nas imajo itak za črno luknjo proračuna, kamor pade denar, ali pa za parazite prisesane na državne institucije, ker humanistika, družboslovje, to itak nima smisla, itak samo govorite, nič resnega ne delate. Tako da mogoče je vsaj to privilegij teh tehniških, naravoslovnih ved, da ste videti bolj uporabni na nek način. Imamo pa mi ta privilegij, da imamo na strani novinarjev verjetno več ljudi, kot jih imajo tehniki in naravoslovci. Ja, zdaj pa mogoče še strani novinarke, zaključna misel. Mogoče glede tega, da bi morali novinarji pojasniti javnosti, zakaj je znanost pomembna, relevantna. Ja, mogoče začetek samo to, da nekako novinar vseeno ni promotor znanosti ali pa nek PR znanstvenikov. Zato se mi zdi, da lahko to, zakaj je znanost pomembna, predstavljamo na ta način, da vam damo prostor v medijih, da lahko poveste, kaj počnete in zakaj so vaše raziskave relevantne, kaj prinašajo za prihodnost, kako bodo, na kakšen način bodo spremenila naša življenja in tako naprej. Tako da, kaj bi si pa jaz želela od znanstvenikov, predvsem to, kar sem že omenila, več komunikacije, da bi se večkrat na nas obrnili s kakšnim e-mailom, v katerem bi povedali, kaj trenutno raziskujejo, kaj so objavili, kakšna konferenca se obeta, da bi nam bolj zaupali, da se ne bi bali, mogoče kdaj pa kdaj poenostaviti kakšno zadevo, da se ne bi bali tega, da bi potem izpadli nekako neumno ali pa v slabi luči pred svojimi stanovskimi kolegi. Hkrati pa si želim iz neke ljubezni in spoštovanja do znanosti, da znanost ne bi postala nek spektakel in šov, ker mislim, da je zanimiva že sama po sebi in mislim, da bi se tega morali zavedati tudi mediji, novinarji, predvsem uredniki, da dajo več prostora znanosti, če tudi ne gre za nek spektakel. Predvsem pa bi mogoče tudi na vse novinarje apelirala, da se teh tem lotevamo bolj odgovorno, da preden se lotimo neke pisanja o neki temi, da jo nekako kritično ovrednotimo, da kritično izberemo svoje teme in da se mogoče zavedamo, da vseh tem, posebej v znanosti, ne moramo predstaviti na način pro et contra, da nekako resnice se ne da uravnotežiti z lažjo, tako da to je tudi en zelo pomemben vidik, ki ga moramo upoštevati. No, meni se zdijo izvrstne besede za zaključek te naše okrogle mize.
Zdaj naši sogovorniki in sogovornice bojo za vprašanja na voljo dol iz tega odra. Hvala Liberaku, da ste nam dali tale oder in hvala Radio Študent za organizacijo in seveda hvala vsem vam, da ste prišli govoriti in vsem vam, da ste prišli poslušati. Hvala. Hvala.